Spoštovana Slovenka, cenjeni Slovenec, gotovo sta kdaj zasledila komentatorko v medijih, predvsem desnih, Frančiško Butolo, ki tokrat o koncu Slovenije zapiše takole. Konec Slovenije. Slika sedanjega političnega trenutka v Sloveniji je izjemno zanimiva. Prebivalstvo je mirno in ne opazi nikakršnih sprememb, ki so pod sedanjo vlado postalo jasno vidne. Vse bolj je očitno, da je Slovenija postala država prepozno, ko ni bilo več slovenskega naroda, v glavnem zaradi revolucionarnega uničenja Slovencev v Titovi Jugoslaviji. Zadnji čas za realno možnost, da bi bila Slovenija resnično država Slovencev, slovenskega naroda, je bil po koncu prve svetovne vojne. Verjetno pa je bilo tudi takrat že prepozno. Državo bi morali imeti Slovenci vsaj že leta 1848, ob pomladi narodov. Takrat pa za kaj takšnega še nismo niti imeli pogojev. Zdaj pa Slovenija, prav smešno, razpada. Velik del Primorske sili v neko avtonomno Istro, torej k Hrvaški. Del Primorske sanja o priključitvi k Italiji, saj že pol bogatih Slovencev, zlasti največjih komunistov, iz notranjosti države pokupilo skoraj vso zemljo v bližini italijanske meje, da bi ostali v Italiji, ko bo razpadla Slovenija. Slovenska Koroška je že zdaj skoraj samo še avstrijska. Sedanji slovenski politiki seveda povsem odveč. Prekmurje je že napol madžarsko. Štajerska z Mariborom, tako blizu Dunaja, kamor hodijo bogati Mariborčani pridno v znamenito Dunajsko opero, pa vidi svojo edino pozitivno prihodnost kot del rodne Avstrije, čeprav so že skoraj vsi mariborski lokali bosanski. Ko sem bila zadnjič v enem od njih, sem lahko poslušala samo avstrijski radio, niti v sanjah slovenskega, pa tudi ne kake balkanske glasbe, ki prevladuje v vseh ljubljanskih lokalih. Del Dolenjske, ki meji na Hrvaško, bo gotovo za glavno mesto izbral Zagreb. Tudi elektrarna Krško bo gotovo Hrvaška, saj je Slovenija že zdavnaj ne mara. Osrednji del Slovenije z Ljubljano in Kranjem približno do Jesenic. To pa bo nova Slovenija. Seveda bo skoraj brez Slovencev, še posebno pa brez slovenskega naroda. Bodo pa v njej pripadniki vseh narodov nekdanje Jugoslavije, predvsem pravoslavni in domoljubni Srbi ter muslimanski Bosanci, bratsko povezani s skrajno muslimanskimi migrantskimi priseljenci. Da, prava druga Bosna bo Slovenija. In povsem brez pomena je vse prizadevanje Evropske unije in seveda slovenske leve politike, da bi oživila nekdanjo zvezo balkanskih narodov v tretji Jugoslaviji. Takšen je pogled medijske piske Frančiške Butolo in takole ji je ob tem javnem pismu o koncu Slovenije odpisal Matej Leskovar. Cenjena gospa Butolo, razumem vaše stališče glede Slovenije, saj vsi vidimo, da je Slovenija od leta 1945
podrejena jugoslovanstvu in komunizmu. Dejstvo je, da je leta 1945 bila naša elita uničena. Vzpostavila se je kvazi elita z delitvijo prebivalstva na prvo in drugorazredne, se je vzpostavila najhujša oblika fevdalizma, ki traja, čeprav v nekoliko drugačni obliki, še danes. Zadnje volitve so bile katastrofalne. Odprle so vrata za sistematično uničevanje Slovenije s pomočjo migrantov, moralnega razkroja in sistematičnega ropanja države. Toda Slovenija ni bila uničena leta 1945. Uničena je bila leta 1918. Tega leta so izdajalci slovenskega naroda in slovenske države, zedinjenje Slovenije, slovenskih dežel, povezanih na podlagi avstrijskega ustavnega prava in manifesta cesarja Karla iz 16. oktobra 1918, Slovenijo prodali najprej Hrvatom, potem pa Srbom, predtem pa so izgnali od Boga maziljeno dinastijo vladarjev, ki so si blaginjo svojih podanikov vedno jemali k srcu in skrbeli zanje. Rad bi namreč spomnil na to, da so že vsaj 10 let pred umikom Habsburžanov leta 1918 tako imenovani mladini v katoliškem taboru rovarili zoper ureditev naše domovine, Avstrije. Mi nismo bili pod Avstrijo. Mi smo bili Avstrija. Bili smo srce Avstrije. Avstrija ni nasprotovala medsebojnemu povezovanju dežel, toda Habsburžani niso mogli dopuščati povezav med Cisleitanijo in Transleitanijo, kajti v Cislejtaniji je bilo 15 suverenih držav, 4 slovenske med njimi, ki so navzlic veliki centralizaciji oblasti ohranjale svojo državnost in suverenost. Krona svetega Štefana pa je bila enotna in celovita, ni dopuščala delitev. Da gre pri jugoslovanskih težnjah v resnici za veleizdajo, se je, kot je razvidno iz njegovih spominov, dobro zavedal tudi škof Jeglič, ki je po tej poti nadaljeval navzlic svarilu, ki mu ga je bil izrekel prvi minister Husarek. Mladini so v času prve svetovne vojne spletkarili zoper svojega vladarja, Avstrijo so hoteli uničiti in ustanoviti skupaj z drugimi južnimi Slovani, južnimi glede na Habsburški imperij, enotno državo. Tudi ideja o združitvi s Srbijo jim ni bila tuja. Vse nam poveže zapis dr. Aleša Ušeničnika v Domu in svetu, mislim, da je iz leta 1908. Združimo se že vendar z brati Hrvati. Mili jezik slovenski bomo sicer izgubili, sveto vero pa le ohranili. Ko sem še mladič prvič bral ta citat, sem mislil, da gre za komunistični ponaredek. Žal sem se motil. Tako imenovani mladini, ljudje, ki so bili leta 1941 na oblasti, so 10 let pred koncem Avstrije nastopali kot izdajalci naroda in domovine. O tem navsezadnje priča odločitev za združitev s Srbijo. O tem govori silovito nasilje nad starini, privrženci Ivana Šuštaršiča in ohranitve Habsburške države leta 1918, ko sta bila izgnana oba dobrotnika našega naroda, general Borojevič in dr. Ivan Šuštaršič,
ki so mu v Sloveniji grozili s smrtjo. Kaj hočem reči? Naša katoliška politika mladinov, tudi Štajerca majestet suspet Antona Korošca, je uničila Slovenijo. Njeno hrvaštvo je zasejalo seme, ki je ob koncu druge svetovne vojne pognalo v Klasje, v izgubo več kot polovice dežele Primorske, v prid hrvaškemu okupatorju. Pozaba, v katero so nas mladini zazibali leta 1918 in pozneje z neusmiljeno jugoslovansko propagando, je povzročila, da se na meje svoje domovine tudi leta 1991 nismo spomnili in samo vizionarstvo dr. Pučnika in gospoda Janeza Janše je povzročilo, da slovenska Trnuljčica ni dokončno prespala usodnega leta. Skratka, Slovenije ni bilo več od 1918, čeprav smo si Slovenci želeli, da bi jo dobili nazaj. Celo slovenskega naroda ni več bilo. Iz slovenskega naroda smo nenadoma postali slovensko pleme jugoslovanskega naroda. In zavladali so nam izdajalci domovine. Ti ljudje, ki so izdali svojo domovino in svojega od Boga maziljenega vladarja, čigar osebni naziv je bil cesar, pri nas pa je kot suveren bil vojvoda, nadvojvoda oziroma pokneženi grof, so z revolucijo doživeli uničenje. Ne, ni res, da so bili izdajalci zaradi nasprotovanja Osvobodilne fronte, ko so zahrbtno lagali komunisti. Izdajalci so bili, ker so izdali našo avstrijsko in slovensko domovino. In to v isti sapi. V letih 1941 do 1945 so častno branili, kar je od Slovenije in Slovencev ostalo. A so leta 1945 plačali ceno za svojo izdajo iz let 1907 do 1918. Dolgo sem se spraševal, zakaj je Bog dopustil komunistično revolucijo. Danes sem prepričan, da je to bila strahovita kazen za izdajo, ki so jo narodovi voditelji, tudi škof Jeglič, storili zoper domovino in svojega apostolskega cesarja. Saj so se kmalu zbrihtali, čeprav je Korošec pridno ministriral v skoraj vseh jugoslovanskih vladah, a škoda je bila storjena, hiša porušena, domovina uničena in prodana. Ceno izdaje so plačali tudi premnogi nedolžni, domobranci, ki so z orožjem v roki zares branili dom pred partijsko vojsko, partizani rdečih teroristov. Če se voditelji skvarijo, Bog udari ljudstvo. To vemo tudi iz Svetega pisma, vsaj nekateri. In to se je dogodilo tudi nam. Če ne bi razpadla Avstrija, ne bi prišlo do velike Nemčije, ne bi bilo nacizma, ne bi bilo komunistične revolucije pri nas, ne bi izgubili Istre, Kvarnerja in tako dalje. Res pa je, kar so naši izdajalci leta 1918 začeli, so komunistični zločinci v letih 1945 do 2022 dovršili. Danes so Slovenci kot trop ovac. Glasujejo za volkove v ovčji koži, za sovražnike slovenstva, agente Klausa Schwaba, bruselske zagovornike, pederske, prostite, LGBT
in še 82,3 spolne, politike in jugonostalgike. Kaj bo ostalo od Slovenije? Ne vem. Vsekakor, če izvzamem ta popravek, se z vašim javnim pismom, cenjena gospa Butolo, popolnoma strinjam. Z odličnim spoštovanjem, Matej Leskovar, Slovenija. In še pripis. Leta 1998 sem zapisal, da bi nam Slovencem bilo bolje, če bi ostali v Avstriji. Zgodovinar, ki ga prepoznavam kot hrvaškega agenta, me je takrat napadel in k temu povabil še 2 druga zgodovinarja. Gotovo tudi zdaj ne bo miroval. Saj je zavest o Avstriji kot naši domovini nekaj, česar si Hrvatje ne želijo. Oni so bili vedno zavistni našim 4 državam in suverenosti, ki smo jo uživali do leta 1918. In ne želijo si, da bi se Slovenci spet zavedali, da imamo državo neprekinjeno že vsaj od pozne antike, zgodnjega srednjega veka dalje. Ob koncu pa še, spoštovana Slovenka, cenjeni Slovenec, glede besede genocid, ki je skorajda vsak dan zapisana in izgovorjena v vsakem mediju. Slovenski komunisti oziroma tako imenovani revolucionarji še vedno dan za dnem obsojajo vse svetovne genocide, le tistega, ki so ga sami izvedli, pa desetletja zavračajo, čeprav so jasni dokazi za to. Še več, niti ne dovolijo dostojnega pokopa vseh tistih, ki so jih pospravili v prid svoje politične objestnosti. Za konec pa prisluhnita še življenjskemu primeru in skupaj zmolimo 3 molitve za umirajoče oziroma za vse umrle. V Rimu je bil papež obtežen z mnogimi grehi. Bog ga je udaril s smrtno boleznijo. Ko je spoznal, da bo umrl, je poklical k sebi kardinale, škofe in učene ter jim govoril: Moji ljubi prijatelji, kakšno tolažbo mi lahko daste, ko moram kmalu umreti in sem s svojimi grehi zaslužil pogubljenje? Nihče mu ni odgovoril. Med njimi pa je bil pobožen kaplan, Janez po imenu, ki je spregovoril: Gospod oče, zakaj hočeš obupati nad Božjo usmiljenostjo? In papež mu reče: Kakšno tolažbo mi lahko daš, ko moram vendar umreti in se bojim, da bom s svojimi grehi pogubljen? In Janez mu reče: Tole ti bom storil. Govoril ti bom 3 molitve. Upam, da boš potolažen in da boš dosegel usmiljenje pri Gospodu. Papež ni mogel več govoriti. Tedaj kaplan poklekne in vsi, ki so bili z njim, zmoli najprej Oče naš in potem naslednje molitve. Prva molitev. Gospod Jezus Kristus, Sin Božji in Sin Device Marije, Bog in človek, ki si potil za nas pot strahu in krvavi pot na Oljski gori.
blagovoli predstaviti in darovati svoj krvavi pot vsemogočnemu Bogu, svojemu nebeškemu Očetu, za sedanjost tega umirajočega, umrlega. Če pa je s svojimi grehi zaslužil večno pogubljenje, naj se to odvrne od njega. To mu podari večni Bog Oče, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem ljubljenem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje sedaj in vekomaj. Amen. Nato je izmolil drugo molitev. Gospod Jezus Kristus, ki si radovoljno umrl za nas na lesu križa in se v vsej ponižnosti in krotkosti predal svojemu nebeškemu Očetu, blagovoli predstaviti in darovati svojo najsvetejšo smrt Bogu, svojemu nebeškemu Očetu, da bi umirajočemu, umrlemu, odpustil in ga osvobodil vsega, kar je s svojimi grehi zaslužil. To mu podari večni Bog Oče, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje sedaj in vekomaj. Amen. In zmolil je še tretjo molitev. Gospod Jezus Kristus, ki si blagovolil govoriti po prerokih, z večno ljubeznijo sem te pritegnil k sebi. Ta ljubezen te je pritegnila iz višin v telo Marije Device, ta ljubezen te je pritegnila iz Marijinega telesa v dolino tega ubogega sveta. Ta ljubezen te je ohranjala 33 let na tem svetu in v znamenju te velike ljubezni si dal svoje sveto telo v resnično jed in svojo predragoceno kri v resnično pijačo. V znamenju te velike ljubezni si hotel biti tiran od sodnika do sodnika. V znamenju te velike ljubezni si hotel biti obsojen na smrt, umreti in biti v grob položen. Resnično si vstal in se prikazal svoji sveti materi in vsem apostolom. V znamenju te velike ljubezni si z lastno silo in močjo šel v nebesa in sediš na desnici vsemogočnega Boga, svojega nebeškega Očeta. Poslal si Svetega Duha v srca svojih apostolov in v srca vseh, ki upajo in verujejo vate po tvojem znamenju večne ljubezni. Odpri torej danes nebesa in vzemi tega umirajočega, umrlega, kljub vsem njegovim grehom, osebno v kraljestvo svojega Očeta, da bo s teboj kraljeval sedaj in vekomaj. Amen. Med temi molitvami je papež umrl. Kaplan je vztrajal do 3. ure. Tedaj se mu prikaže papež, prijazen, in njegovo obličje je sijalo bolj kot sonce. Njegova oblačila so bila bela kot sneg in je govoril: Moj ljubi brat, čeprav bi moral biti otrok večnega pogubljenja, sem postal otrok blaženosti. Ko si molil prvo molitev, so padli moji grehi od mene kot dež z neba. Ko si molil drugo molitev, tedaj sem bil očiščen podobno kot zlatar čisti svoje zlato v hudem ognju. Še bolj pa sem bil očiščen, ko si zmolil tretjo molitev. Tedaj sem videl nebesa odprta in Jezusa Kristusa stati na desnici Boga Očeta, ki mi je govoril: Pridi, odpuščeni so ti vsi grehi. V kraljestvu mojega Očeta boš bival večno. Amen. Ob teh besedah se je moja duša ločila od telesa in angeli Božji so jo vodili v večno veselje.
Ko je kaplan to slišal, je dejal: O, sveti oče, tega ne smem nikomur povedati, saj mi ne bodo verjeli. In papež je rekel: Resnično, rečem ti, Božji angel stoji pri meni in je molitve zapisal z zlatimi črkami v tolažbo vseh grešnikov in grešnic. Če bi nek človek zagrešil vse grehe sveta in bi ob njegovem koncu zmolili te 3 molitve, bi mu bili vsi odpuščeni. Čeprav bi njegova duša morala trpeti do poslednjega dne, bo rešena. Človek, ki posluša molitev, ne bo umrl hude smrti. Tudi v hiši, kjer se berejo, ne bo noben otrok rojen mrtev. Zato vzemi te molitve in jih nesi v cerkev svetega Petra in položi v kapelo, ki se imenuje Marijino vnebovzetje. Zagotovo tolažbo. Človek, ki je v smrtni stiski in jih bo bral ali poslušal njihovo branje, bo zaslužil 400 let odpustka za dneve, ko bi moral trpeti v vicah zaradi svoje zaslužene krivde. Tudi kdor molitve bere ali posluša, temu bo razodeta ura njegove smrti. Zamislimo se in molimo.